Vem, da sem parkrat to ponovila, kot da bi hotela še sebi enkrat povedati in dojeti so resnico, da je v resnici umrl. Ne. Sem rekla Franciju takrat, da bi se meni to zgodilo. Jaz sploh ne vem, kaj bi naredila. Ne. Ampak sem rekla, v bistvu na to se nikoli ne moreš pripraviti. Lahko samo prosiš Boga, da če bom že prišel tja, da bom dobil moč. V resnici Bog res da takrat moč, ko se ti stvari zgodijo. Ne, da te prej pripravlja na to. Prej ti daje mir, potem ti pa da vse napotke, kaj narediti, ne? In te opogumi in ti da pogum in voljo in da greš preko tega. Ne? Koliko je bilo lepo. Da sem bila jaz grob še tistih nekaj dni svojemu otroku. In da sem lahko skupaj z njim izbrala krsto, da sva lahko izbrala prostor, kjer bo pokopan. Teh občutkov, ki sem jih takrat doživljala, ne bi dala nazaj več. Jaz sem takrat čutila nebesa tik ob sebi. Jaz sem čutila, da je samo telo tisto, ki mi preprečuje, da bi prestopila tja. Jaz sem vohala nebesa. Nikoli reči, saj ste še mlada, saj še bo, ali pa to, kar so nama rekli, saj imata 4 doma, kaj rabimo takrat starši, bližino drugega, da nas samo posluša in je z nami. Brez kakršnega koli sojenja situacije kot take. Pridi mi skuhati kakšno stvar, pridi mi pospraviti hišo, kaj lahko naredim za tebe. Samo to rabimo, to bližino, ki sprejema nas v tistem trenutku popolnoma ranljive.